Pozdravljeni v novi kroniki tedna. Vršič in Vrata sta dve točki v Zgornji Savski dolini, ki sta prometno najbolj kritični. V poletnih sezonah sta Vršič in Vrata odlično obiskana, seveda pa se z velikim številom obiskovalcev pojavi tudi pomanjkanje parkirnih mest. Najprej o Vršiču. Dejansko je to bolj problem države kot občine. No, če smo pošteni, gre za državno cesto, gre za gorski prelaz. Sigurno sta Trentarska stran pa naša stran povezani in pa zainteresirani, da se te stvari uredijo, ampak dejansko mora država tukaj prevzeti štafetno palico in jo prevzema, ampak mi bi radi, da bi to šlo malo hitreje, ker pojavljajo se te zamaške, predvsem, ker se gor vse zapolni, rata res velik problem. Tako da tukaj občina svoj del domače naloge, če tako rečem, vzorno upravlja, ravno tako tudi Bovška, ampak bom rekel, generalna rešitev pa mora biti ideja oziroma problem in projekt države, seveda skupaj z občinami, ker ne nazadnje, če bo prišlo do kakršnekoli rešitve, jaz upam, da bo to velik finančni zalogaj za občine prevelik in tukaj bi mogla država in Ministrstvo za infrastrukturo seveda razmišljati tudi v to smer, kar se pogajamo, pa kar sedimo skupaj, to gre, spet pa ne gre to tako hitro, kot bi pač mogoče občani in pa vsi uporabniki oziroma vsi turisti, ki prihajajo preko Vršiča želeli. No. Kar se pa tiče Vrat, če lahko nadaljujem, je pa tako, Vrata so specifična dolina, je neko slepo črevo, ki se pač pod Triglavsko steno Preljažemu domu konča in je treba, za razliko od Vršiča, ker bo neko fluktuacija z enega konca na drug konc možna, tukaj pa ne, je treba obrniti pa dolino zapustiti po isti poti. V glavnem lahko samo povem, da je izdano naravovarstveno soglasje za asfaltacijo ceste do Podkrede, se pravi od Peričnika do tega klanca, ki mu rečemo Kreda, je že. Tako da zdaj iščemo sredstva, da bi letos v jesen ta prvi del asfaltacije speljali. Moram je že tukaj občina tudi nekako zraven in v bistvu proba sofinancirati v skladu s svojimi možnosti to. Druga stvar je, da jo zaključimo drugo leto spomladi s tem, da se ta drugi del asfaltira. Hkrati vzporedno s tem tečejo pogajanja oziroma bom rekel priprave za to, da se cesta prekategorizira v občinsko, ker zdaj je državna. To pa ravno z namenom, da bi v bistvu lahko občina ta režim, ki ga pač pripravljamo, izvajala v celoti sama, ker dejansko je tako, ti ne moreš v obcestnem pasu, ker nisi lastnik, praktično postaviti niti eno tablo, brez da pridobiš soglasje. Druga stvar je, nam je partner v prometu, v projektu tudi TNP, Planinska zveza, domače planinsko društvo, turistično društvo in tle je toliko deležnikov, da ne omenim agrarno skupnost, ker pač večina lastnikov tam pač ima svoje gozdove, kar je seveda prav. In z vsemi temi je treba izpogajati pravo formulo. Jaz mislim, da smo jo dobili in zdaj prva stvar v tem projektu je ta asfaltacija ali pa protiprašna zaščita, kot ji rečejo, kjer bi pravzaprav se rešili tega prahu, ki v poletnih sezonah, zdaj taka poletja, kot so, dejansko zamegli dolino. Vzporedno s tem pripravljamo parkirišča v naselju Mojstrana, javni prevoz, ki bo pravzaprav funkcioniral v času sezone, ki bo pa povezan s tem za zapolnitvijo parkirišč. Hkrati pa je sistem tako naravnan oziroma postavljen, da ko se bodo parkirišča v Vratih zapolnila, se bo pač določeno obdobje v dolino dejansko možno vstopati samo z javnim prevozom, peš ali s kolesom, kar je ne nazadnje tudi naš interes. Se pravi, v tej fazi to pomeni, da ko se bo določeno število vozil, bom rekel, zapustilo parkirišče v Vratah, bo tudi v Vrata možno dostopati z osebnimi vozili, ampak kot sem že omenil, naša želja, pa želja vseh, ki imamo radi te kraje, ki imamo radi našo dolino, ne nazadnje Triglav, je, da dejansko čim bolj omejimo z nekim pametnim režimom ta promet in zagotovimo hkrati čim večji obisk z ekološkimi vozili, peš, z nahrbtnikom, s kolesom. Rekel, naši vrtce, mojstranški alpinisti pravijo, da včasih ni bilo problem, smo šli en dan prej, v Ljažemu domu prespali, pa drug dan ob 4 ostali pa šli gor. Zakaj mora biti zdaj to problem, da se vsak pripelje z avtom čist do podstene, naredi en selfie, če se tako izrazim, pa gre. Dobro, tudi taki gostje morajo biti, ampak dejansko ta projekt gre v to smer in jaz verjamem, močno upam, da bi ga v tem mandatu končali in zaključili in pol s ponosom lahko rekli, da smo pravzaprav nekaj naredili za okolje, pa tudi za naše zanamce, ki prihajajo, ker dejansko ta dolina bo ostala tukaj, zdaj samo od nas odvisen, v kakšnem stanju bo ta dolina in res je treba vse sile napeti v to smer.
Na zgornje Savske ceste se je že vrnil turistični avtobus. Poimenovali so ga Kranjska Gora Shuttle Bus. Danes smo začeli s turističnim avtobusom, ki bo vozil po destinaciji Kranjska Gora med 29. junijem in 1. septembrom. Vozil bo 4-krat dnevno na relaciji Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Mojstrana in potem tudi nazaj proti Ratečam Planici. 2-krat dnevno bo od tega pripeljal tudi do Slapu Peričnik. Cena je enotna, 2 evra po osebi za eno vožnjo, otroci mlajši od 6 let pa se vozijo brezplačno. Izdelali smo tudi posebne promocijske materiale, brošure, v katerih naši obiskovalci lahko najdejo tudi glavne znamenitosti destinacije. Brošura je napisana dvojezično, to pomeni v slovenskem in angleškem jeziku. Na brošuri najdejo vozni red in pa seveda zemljevid vožnje in bližnje okolice. Kot pa sem že dejal, smo na brošuro dodali tudi glavne znamenitosti, tako da tale vožnja ne bo samo navadna vožnja, ampak pravi mali izlet. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Petra Novaka je v petek izvedel letni koncert. Nastopili so na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Slovenci kremeniti, le stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači prak. Čez gore, čez polja, po svetu najdo mi. Slovenija junaška, svobodna budeš ti. Čez gori, čez polja, po svetu najdo mi. Slovenija junaška, svobodna budeš ti. V goste je prišel zbor Kut Lom pod Storžičem. Podoknica Nedeljskega dnevnika in Večerna vasi sta bila v petek pred Katro na Dovjem. Zanimivega programa seveda ni manjkalo. Tradicionalni 33. večer na vasi, na Dovjem, na trgu pred Katro. Vsi, ki ste se v lanskem letu bali, da smo večer na vasi ukinili, evo, nismo ga in še živi in še dolgo let bo živel. Zdaj imamo seveda danes tudi podoknico Nedeljskega dnevnika, nastopajo pevke in pevci Triglavskih zvonov, domača folklorna skupina in seveda tudi mladina, podeželska mladina, ki je pripravila posebno točko. Potem pa seveda sledi tudi koncert oziroma zabava z veselimi begunčani do zgodnjih jutranjih ur. Na Dovjem se vedno dogaja in vedno je lepo. Šarjanček polje v beli dan, pozdravlja hrib in plan. Kjerkoli se midva srečava, prav milo se domov grem, a ne? Moram še koso sklepati. Zjutraj grem lihtarje v breg seč. A vi niste nič povabljeni? Evo, fantički, živijo. Jaz sem šel čez Radovno gor čez, pa tam ne dol ugobil tega le na Rajma majga. Sem ga gledal najprej v delico, mislil, da je papučar, a ne? Štelik so zdaj imigranti, to so posod. Pa pridemo v bližji, pa vidim, da ima cokle. Turistično društvo Kranjska Gora je na praznični torek 25. junija znova pripravilo Andrejčkov tek. Nekdaj je bil to tek na Vršič, zdaj je tek na Vitranc. 5, 4, 3, 2, 1 in začenja se prvi tek na Vitranc. Prvi tek na Vitrancu v zgodovini se začenja in kakšni cvet. Člani turističnega društva Kranjska Gora smo izredno veseli, da je za nami prvi tek na Vitranc, Andrejčkov tek.
Ponosni smo tudi na to, da se je teka, ki smo ga res organizirali, prvič udeležilo 23 gorskih tekačev. Bili so izredno navdušeni nad samo traso in seveda tudi nad organizacijo, tako da smo takoj po zaključku tekmovanja vsi skupaj s tekmovalci v red strnili vtise in se seveda odločili, da tudi drugo leto skupaj z žičnicami Kranjska Gora izpeljemo to prireditev. Trasa je dokaj zahtevna, za traso moraš biti seveda kondicijsko izredno dobro pripravljen, kar dokazuje tudi čas najboljšega tekmovalca, ki je opravil s progo v 27 minutah in 58 sekundah. Tako da so nam pri organizaciji pomagali tudi člani Gorske reševalne službe Kranjska Gora in pa seveda člani turističnega društva. Vsi skupaj smo se nekaj naučili, vsi skupaj smo preživeli en tak lep, prijeten dan. Bilo je seveda tudi izredno vroče, kakorkoli odločili smo se, da naslednje leto na isti dan, 25. junija, izpeljemo ponovno gorski tek, drugi tek, Andrečkov tek na Vitranc in seveda verjamemo, da nam bo skupnimi močmi to tudi uspelo. Imeli smo tudi otroški tek, ki sta se ga letos udeležila 2 otroka oziroma 2 mlajša udeleženca. Tudi seveda izredno vesela. Posebno pozornost smo letos namenili tudi pokalom, ki so bili v obliki polen, kajti imamo svoj slogan Grizi kolena, da dobiš na vrhu Vitranca poleno. Razglasitev rezultatov in pa pogostitev za tekmovalce smo izpeljali ob Bedančevem domu na zgornji postaji Vitranca 1. Vsi so bili navdušeni nad prečudovitimi razgledi, tako da verjamem, da se bo naslednje leto Andrečkevega teka na Vitranc udeležilo še veliko večje število gorskih tekačev. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Recital oziroma predstavitev zgoščenke Legende bo v sredo ob 20:30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Nastopila bosta Oskar Laznik, saksofon, in Tadej Horvat, klavir. Koncert mentorjev poletne šole z gosti pa bo dan pozneje, v četrtek ob 20:30. Trio Sojre bo nastopil v petek, zaključni koncert udeležencev 3. poletne šole pa bo v soboto ob 18. Veselica pa domačem v Rutah skupino Nalet bo v soboto od 19. do 2. ure zjutraj na travniku pri gasilskem domu v Gozdu Martuljku. Od 16. ure bodo pripravili animacijo za otroke in športne igre. 10. družinski kolesarski dan bo v soboto ob 10. Gre za voden brezplačen kolesarski izlet. Prijave bodo zbirali od 8:30 na trgu pred barom Sport Point v Kranjski Gori. Enote občinske knjižnice Jesenice v Zgornjesavski dolini bodo julija in avgusta odprte po poletnem urniku. Knjižnica Kranjska Gora bo odprta v ponedeljkih, sredah in četrtkih od 13. do 19. ob torkih in petkih pa od 9. do 16. Knjižnico v Mojstrani lahko obiščete v sredo in četrtek od 15. do 19. Knjižnica Gozd Martuljek bo vrata odprla v ponedeljek od 15. do 19. v Ratečah pa v torek od 12. do 16. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Imajte se kar se da lepo, počitnikarji, uživajte poletje še naprej in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!